Pozdravljeni! Moje ime je Blaž Mirt in v tej video predstavitvi vam bom v prvem delu predstavil pomembno nadgradnjo za letošnje šolsko leto in sicer novega e-asistenta za učence. V drugem delu tega videa vam bom predstavil letošnjo nadgradnjo plus paketa za starše. Poslanstvo e-šole je pomagati nadgraditi izobraževanje, da bodo vaši učenci prišli do potrebnega znanja in kompetenc. S tem namenom smo v e-šoli pred dobrimi 2 leti začeli delati na nadgradnji e-asistenta za učence, ki bo učencem pomagal pri šolanju. Kot dijak sem se pridružil ekipi e-šole, ker smo želeli, da bo e-asistent za učence razvit z dijaki in učenci in način, da bo za nas mlade najbolj koristen. Na začetku bi rad izpostavil, da je nadgradnja e-asistenta za učenca del paketa, ki ga na šoli že uporabljate, in smo ga za vas in za učence razvili brezplačno. To pomeni, da tako šola kot učenec ne bo rabil za novo nadgradnjo osnovnega e-asistenta ničesar plačati. Poglejmo si, zakaj je nova nadgradnja e-asistenta za učence tako pomembna. Znotraj e-asistenta smo za učence pripravili nov boljši pregled urnika, ki učencem omogoča, da lahko vidijo svoj urnik, ostale dogodke ali aktivnosti, ki se v šoli dogajajo. Učenci bodo v prihajajočem šolskem letu na enostaven način spremljali, kakšno bo dogajanje v šoli, če so nova nadomeščanja, če so kakšni prazniki, dogodek ali če kakšna ura odpade. Učenci imajo možnost, da koledar oziroma urnik pregledujejo tudi po tednih. S prenovljenim urnikom učencem pomagamo, da se dobro pripravijo na pouk in aktivnosti, ki se bodo dogajale. Naslednja zelo koristna nadgradnja za učence je sklop za ocene, kjer bo lahko učenec videl svojo zadnjo pridobljeno oceno. V pripomočku za ocene lahko za zadnjo pridobljeno oceno vidi datum, pri katerem predmetu je pridobil oceno in morebitne komentarje, ki mu jih učitelj napiše. Učenci bodo v prenovljenem e-asistentu imeli tudi sklop ocenjevanj znanj. Tu lahko za vsak dan posebej pogledajo, če imajo napovedano ocenjevanje znanja, da se bodo na njega tudi lahko pravočasno pripravili. Učencem bo veliko pomoč tudi pripomoček za naloge, kjer bodo imeli seznam aktualnih domačih nalog, ki jih morajo opraviti. Ko učitelji vnesejo domačo nalogo v e-asistenta, bo to vidno tudi učencem. Zelo koristen pripomoček, ki jim pomaga, da ne spregledajo kakšno domačo nalogo. Poglejmo si, kako bomo vašim učencem pomagali na področju prehrane in komunikacije. Večina šol za vodenje šolske prehrane uporablja modul znotraj e-asistenta. Tako bo tudi prenovljen e-asistent učencem pomagal pri urejanju prijav in odjav na šolsko malico oziroma kosilo. Sedaj pa si poglejmo še zelo pomembno nadgradnjo in sicer komunikacijo. Več kot 90% današnje mladine ne uporablja e-maila za komunikacijo. Zato je za šole izjemno koristno, da učenci uporabljajo e-asistenta za učence, ker imajo uradni in varni kanal za komuniciranje s svojimi učenci, kjer bodo učenci 100% dobivali vaša sporočila. Kot zadnji sklop osnovnega e-asistenta za učence je pregled pohval in potrebnih izboljšav, ki jih ima učenec. Izpisujejo se mu vse pohvale oziroma potrebne izboljšave, ki jih zapiše učitelj oziroma odobri razrednik. Kot vidite, bo nova nadgradnja učencem in vam ponudila nekaj zelo pomembnih in koristnih rešitev. Večina šol vas je že uredila, da imajo vaši učenci uporabniška imena in gesla in že veselo uporabljajo e-asistenta za učence. Za njih se bo nadgradnja naredila avtomatsko. Za tiste šole, ki še niste omogočili dostopa za vaše učence, to lahko naredite v nekaj minutah. Izberete modul Izpisi, poiščete izpis za uporabniška imena in gesla, natisnete uporabniška imena in gesla in jih čim prej razdelite vašim učencem. Priporočamo tudi, da vsak razrednik poskrbi za svoj razred. Sedaj pa vam bom pokazal tudi, kako to izgleda praktično. Po prijavi v e-asistenta izberete modul Izpisi, v iskalnik zapišete izpis uporabniških imen in gesel, izberete izpis uporabniških imen in gesel za dostop dijakov do e-asistenta. V naslednjem koraku je potrebno izbrati oddelke, za katere želite pripraviti uporabniška imena in gesla
in izberete Pripravi PDF. Za vas pa smo pripravili še eno možnost. Po prijavi v e-asistenta izberete modul Nastavitve, Ostalo, avtomatsko pošiljajo uporabniška imena in gesla dijakom za dostop do profila, kar pomeni, da se bodo naslednji dan poslali dostopni podatki na vpisan e-mail. V manj kot 3 minutah boste uredili, da bodo vaši učenci imeli dostopne podatke za uporabo njihovega osnovnega e-asistenta. Na kratko bi vam rad predstavil letošnjo nadgradnjo e-asistenta za starše plus. V prejšnjem šolskem letu so bili starši zelo zadovoljni z novo mobilno aplikacijo, ki omogoča plus paket. Na njihovo pobudo in zahtevo smo plus paket nadgradili, da bodo starši po novem lahko aktivirali plus paket tudi za svoje otroke. Se pravi, da tisti starš, ki bo želel, bo lahko za svojega otroka aktiviral plus paket. To bo seveda odločitev posameznega starša. Tako kot prejšnja leta, bodo vsi uporabniki imeli na voljo, da brezplačno preizkusijo plus paket in ko se prepričajo, da koristi njim in njihovim otrokom, si lahko aktivirajo plačljivi plus paket. Več informacij o plus paketu in nadgradnji si lahko preberete na prijavnici za starše, ki jo dobite znotraj e-asistenta oziroma na naši spletni strani. Tako kot vsako leto, vam bomo tudi letos poslali prijavnice za starše, ki jih boste dobili najkasneje do 1.9. Prav tako vam bomo pripravili vse potrebne predstavitve in informacije za starše. Za konec še enkrat ponovimo, kaj smo izvedeli novega. Prenovljen e-asistent za učence je tako za šolo kot za učenca popolnoma brezplačen, ker vam ga omogočimo mi. Vkolikor si učenci in starši želijo nadgradnje oziroma plus paketa, si ga lahko najprej preizkusijo in se na podlagi testiranja odločijo, če želijo uporabljati nadgrajeno verzijo. Najlepše bi se vam rad zahvalil za pozornost. Ne pozabite razdeliti vašim učencem uporabniških imen in gesel. Hvala lepa!